No, živijo. Pa smo nazaj v oddaji Ta veseli dan. Z mano je svetovni popotnik Janin Klemenčič in trenutno sva nekje na avtocesti med New Yorkom in Florido. Točno. No, za tiste, ki prejle niso gledali, lahko ponoviva, da sva si sposodila avto in ga bova oddala v Key Westu na Floridi. Peljeva se pa po cesti, ki se imenuje I-95, Interstate 95. To je ena najbolj znanih cest, kar jih sploh je v Ameriki. Pelje pa po vzhodni obali. Ima Pontiac Firebird in se hočeva pripeljati do sina od ene stranke, ki živi v New Yorku. Namreč Američani zelo radi grejo študirati ven iz svojega kraja. Čeprav bi lahko doma študirali, ampak jih tudi starši raje pošljajo, da imajo malo mer pred svojimi najdražjimi, ni tam mlajši pa seveda tudi, pa da malo spremenijo okolja. Zdaj v New Yorku je drugače kot na Floridi in pač ta njihov sin je študiral tam na Floridi in je hotel tisti avto, ki smo ga midva potem odpeljala dol. No, zdaj, tista guma, hvala Bogu, je bila zadnja stvar, ki je eksplodirala po poti, potem drugih težav ni bilo več, razen da naj je dvakrat ustavil šerif in so rekli, da je obakrat so povedali, da je to dobro, da je bil šerif tisti, ki naj ustavil, ker če bi bil highway patrol, se pravi policija, potem bi kar fajn plačala. Šerifi so pa malo bolj ležerni, pa vidijo, da so tujci, pa so... Samo opozorilo? Opozorilo, samo opozorilo. Ja, pa ta moja sopotnica je bila precej taka, da jim je bila všeč in smo malo pokramljali, pa sej nismo hoteli, pa sej veste, glupi tujci, pa niso vedeli. No in smo se kar lepo, obakrat je šlo v redu skozi. No, pripeljamo do Key Westa, tam smo ostala, tja grede sva se že ustavila v Miamiju. Tam smo takoj dobila en listek, ker tam parkiranje v Ameriki je strašanski problem. Bolj je bil problem dobiti karto za Južno Ameriko, ker je še niso imela. In zdaj tam na Floridi so ponavadi kakšne ugodne cene in sva iztavhala, lepo po slovensko povedano, eno tako, ki je bila od letalske družbe Fawcett. To je ena neznana perujska družba, ki leti prav med Miamijem in Perujem. In je bilo takrat $400, oziroma 360, to je bilo najceneje, kar smo pač uspela najti. Še vedno vse skupaj je bistveno ceneje, kot pa če bi letela iz Evrope. Ampak cela pot se je pa krepko raztegnila zaradi tega. In zdaj, če vse skupaj zračunaš, je bilo več kot enkrat okrog sveta. Se pravi, Ljubljana, Zagreb, New York, Florida, Južna Amerika, čez celo Ameriko sem in tja, pa še nazaj po isti poti. Je zneslo več kot 40,000 kilometrov, tako da je bila kar dolga. Ampak sreče je bilo nekaj od tega aviona, tako da tisto niti ne moramo šteti. No, priletiva v Peru in kam bova zdaj? Spet ena zoprna stvar je bila to, da tista najina letalska karta je trajala samo en mesec. Jaz sem pa takrat delal na šoli in sem se komaj izgovoril, da so me malo prej spustili, pa da mi ni bilo treba na prvi konferenci, pač avgusta, biti tam, tako da sem imel več kot 2 meseca. Ampak kaj če zdaj en mesec, če imaš pa toliko časa? In pa smo seveda kljub vsemu vzela, ker če bi bilo pa za en dan več, bilo pa že nekaj $100 dražje. Ampak kaj hočemo. Ampak to je pa ena svetla stran Južne Amerike, tam se da vse zmeniti. In prideš tisto karto, ki je že vse uradno potrjene, ne vem kaj še vse, pa rečeš, a lahko podaljšamo za 14 dni, jo, ni problema, je kaj za doplačati, nič. Vsak pa so podaljšali za 14 dni. Potem smo še enkrat podaljšali za en teden, spet brez problema. Tako da tista prvotna cena je veljavna samo takrat, ko plačaš. Potem pa k sreči ne več. No, zdaj smo